Z nami so tudi ostali člani kolegija upravnega odbora za ostale podrobnosti. Bi pa kar prosila predsednika za besedo. Hvala, spoštovani novinarji. Lep pozdrav vse skupaj, tudi z moje strani in seveda strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Res je bila danes skupščina, lahko rečem, skoro zgodovinska. Skupščina je dala mandat na vodstvo Obrtno-podjetniške zbornice za nadaljnje ukrepe in seveda za nadaljnje reševanje obrtne problematike v smislu spremembe zakonodaje. Decembra smo začeli poudarjati in prepričevati ministrstvo, našo resorno ministrico, tudi predsednika vlade o stvareh, ki praktično tangirajo obrtno podjetništvo, kajti nekaj stvari nas je pripeljalo do tega. Kriza v gospodarstvu ni nehala, še kaj pa hujše, kriza v gradbeništvu se je stopnjevala in na koncu leta smo bili priča raznih stečajev, priča prisilnih poravnav, priča, da je 11.000 obrtnikov vrnilo obrtna dovoljenja in tudi 35.000 zaposlenih je bilo dano nekako na cesto zaradi pomanjka dela in zaradi situacije. Vse skupaj je bil to močen signal, da treba nekaj urediti in v Obrtno-podjetniški zbornici smo res nekako izločili problematiko in seveda tudi predlagali vladi in ministrstvom posebej. Celo šli smo tam daleč, da smo dali predloge za spremembo določenih zakonov po ministrstvih in seveda tudi z ministri imeli sestanke in to tudi probali rešiti. Če smo pošteni, se je nekaj stvari uresničilo. Ne moram povedati, da se stvari niso reševali. So se, vendar moti nas počasnost in seveda moti nas tudi ene stvari, ki so pripravljene za spremembo zakonodaje in niso šle naprej. Če na kratko prečekiram današnje rezultate teh naših akcij, je, da je zakon o preprečevanju zamud pri plačilu šel skozi državni zbor in seveda skozi državni svet, torej začne veljati. Zakon o dopolnitvi zakona o davki na dodano vrednost, tudi ta je sprejet, tudi ta je tik pred uveljavitvijo v uradnem listu. Zakon o spremembi dopolnitve zakona o javnem naročanju, tu smo imeli določene amandmaje, ki niso bili sprejeti, vendar smatramo, da je delno zadovoljiv za naše člane. Zakon o preprečevanju in zaposlovanju na črno, tudi tu je nekaj stvari takšnih, ki bi mogli iti to zakonodaje, vendar nekako smo zadovoljni, da je zakon sprejet in bomo določene stvari na drugih področjih še urejali. Potem zakon o spremembi dopolnitve zakona o prevozi v cestnem prometu, tu smo razočarani. Lahko povem, da smo od ministra dobili zagotovilo, da bo na prejšnji seji vlade, to se ni zgodilo in to je največji revolt tudi pri naših avtoprevozniki, ki že od decembra čakajo, da gre v vladno proceduro in da pride ta zakon do parlamenta, vendar do danes še nimamo izoblikovanega tega niti čistopisa in upamo, da bo to tudi tista stvar, ta naša naslednja akcija, tiste stvari, ki bodo ta zakon pripeljali v življenje. Zakon o graditvi objektov, zakon je pripravljen, čakamo, da tudi gre na vlado in potem na parlament in seveda to je tudi zelo pomemben zakon, predvsem za reševanje gradbeništva, ki je pa res katastrofalnem položaju. Zakon je spremembe dopolnitve zakona o finančnem poslovanju, ta je šel skozi proceduro, zakon o izvršbi in zavarovanju, ta je šel skozi vladno proceduro, torej čakajo na državni zbor in upamo, da v celi proceduri ne bo dodatnih problemov, kajti tudi to so stvari, ki bistveno vplivajo na poslovanje. To so izvršbe, ki do zdaj niso bile praktično možne, to so bile izvršbe z ugovori in praktično ni imelo smisla dajati izvršbo. Z ministrstvom za pravosodje smo v teh dveh zadnjih stvari dorekli določene stvari in tudi takšne želimo, da se sprejmejo skozi zakonodajo, kajti to bo koristilo ne samo obrtnikom, to bo koristilo tudi celotnemu slovenskemu gospodarstvu. Zakon o kmetijski dejavnosti, kjer smo se dotaknili tudi predvsem dodatnega dela na kmetijah, to smo imeli sestanek v petek z ministrom in z kmetijsko-gozdarsko zbornico. Tu smo formirali skupine, ki bodo reševali to problematiko in pričakujemo tudi, da bomo enkrat končno potegnili črto med tem, kaj je obrtna dejavnost,
kaj je gospodarska dejavnost, kaj je dodatna dejavnost v kmetijstvu. Moram povedati tudi to, da je delovnopravna zakonodaja tista, katero treba reševati v tej državi. Delovnopravno zakonodajo imamo še iz bivše Jugoslavije, ki smo jo nadgradili z določenimi bonitetami zaposleno. In danes, ko smo v Evropski uniji, zahtevamo samo osnovno platformo v tem zakonu o delovnih razmerjih in da ta zakonodaja čim bolj prilagojena oziroma enaka, kot je to v evropski zakonodaji. Še ena stvar, za katero zahtevamo, to je zakon o dohodnini, po naše vsak račun šteje. Mislim, da je to nelogično, da država ne čuti potrebo po takšnem načinu uvedbe dodatnih olajšav pri dohodnini, kajti to bi pospešilo aktivnosti, to bi pospešilo tudi delo pri naših obrtnikov in to bi tudi državno blagajno prineslo denarja toliko, da po mojem prepričanju ni treba niti spremeniti pokojninske zakonodaje. Skupščina je danes prečekirala naše zahteve, našo pozicijo in se je odločila do nadaljnjih ukrepov. Še enkrat povem, da želimo naprej sodelovanje z vlado in ministri, vendar opozoriti želimo z mirnim protestom, želimo opozoriti, da je še naprej situacija kritična in da treba v čim krajšem času stvari, ki si malo prej povedal, stvari, ki še niso dorečene, ki niso še v državnem zboru, jih dati čim prej v proceduro in zaključiti te stvari. Glede na to, da od predvidenih 10 zakonov oziroma zakonskih sprememb parlament sprejel 3 in da bila 2 zakona, spremembe zakonov obravnavane na vladi, vse ostalo je pa še, bom rekel, kvečemu v pripravi ali pa še to ne, v dogovarjanju, pač zahtevamo določena zagotovila pri zakonu o delovnih razmerjih, ki se sprejema tripartitno, to nam je vsekakor jasno, samo zahtevamo neke časovne okvire, ki bodo realni in bodo lahko prinesli pozitivne spremembe. To je na tem področju, potem pa zahtevamo zaradi olajšanja ureditve sive ekonomije, da se spremeni zakon o dohodnini in se implementira naša zahteva vsak račun šteje, ki dejansko prinaša vsakemu prebivalcu te države ugodnosti v njegovem vsakdnevnem življenju. Ne vem, zakaj to ne bi bilo možno, ker to je časa od uveljavitve zakona 1.1.2012 do izvajanja zakona šele poleti v letu 2013, pa do priprave tega zakona, se pravi, imamo ogromno časa in tu zopet zahtevamo, da vlada sprejme določen rokovnik in se ga potem v sodelovanju z obrtno podjetniško zbornico oziroma njenimi strokovnimi organi dejansko loti dela in pripravi predlog, ki bo pil vodo, zato da bomo uspeli ta segment sive ekonomije pripeljati skozi državno blagajno. In absurdno pri vsej stvari je, da moramo mi, ki bi kvečemo lahko učili svoje člane, kako naj zaobvidejo določene obveznosti do države, mi moramo državi kazati, kje naj pobere denar, ki ga ni malo, ocenjujemo, da je tu 3 do 5 milijard v tem segmentu, ki je obdavčljiv in ki ga je možno zaznati, ker se vrti realni denar v okviru te sive ekonomije. Mi moramo zahtevati, naj država to naredi namesto, da bi sama poskrbela za pobiranje denarja. Ne pa iskala samo še dodatne načine, kjer bo dodatno že znane subjekte poslovne obremenjevala z nekimi davčnimi odstotki, ki bodo prinašali manjkajoči denar v proračun. Sedaj, ko so šli spreminjati od 130 členov, 74 členov,
pa niso hteli dati to po hitrem postopku, se seveda lahko vleče še dolgo časa, to je po najhitrejši oceni nekaterih parlamentarcev, 4 do 5 mesecev, če bi seveda vse tekoče šlo in tako dalje. Bistvo tega je, da smo danes v 99% sprejeli, da gremo na ta mirni shod, da državo upozorimo, da le ni vse v redu. Ti sprejeti zakoni samo delno na nek način upoštevajo naše zahteve oziroma naša pričakovanja. Tako da kar nekaj stvari je takih, ki bojo sicer zadevo izboljšale, nikakor pa ne bodo rešile stvari. Tako da tukaj bi predvsem, kar se javnega naročanja tiče, poudaril, da v tej verigi sistem, ki ga ti zakoni predpisujejo, še ne bo zagotovil poplačila v verigi do zadnjega podizvajalca, bo pa na nek način zmanjšal možnosti tistih, ki bodo lahko na tečaje konkurirali. Tudi kar se tiče zakona o izvršbi in prisilne poravnave, tukaj smo na nek način pristali na nek kompromis, ki je precej daleč od tistega, kar smo mi želeli. Protest, ki je sedaj na vrsti, je sredin miren shod članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v Ljubljani in zato bi rad te besede izrazil prav v podkrepitev tega, da se je vodstvo ukvarjalo s tem mirnim, s poudarkom na mirnim shodom. Zato se je organiziralo, da tako rečem, organiziralo varnostno službo, organiziralo se je tudi, če hočete, medicinsko pomoč v primeru, da nekomu pride slabo in tako naprej. Strani strokovnih služb Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, tudi zaposleni v Obrtno-podjetniški zbornice Slovenije in pa območnih obrtno-podjetniških zbornic se bomo temu mirnemu protestu pridružili. Protestu predstavnikov obrtnikov in podjetnikov, malih in velikih, v Ljubljani 16. marca ta teden. Pridružili zato, da bomo s tem izkazali solidarnost do naših delodajalcev, ki v teh časih resnično, saj večina od njih živi težko življenje pri reševanju vsakodnevnih problemov, finančne krize, gospodarske krize, pa tudi krize moralnih vrednot nekaterih v naši družbi. Mirni protest se bo začel ob 9. uri izpred hale Tivoli na parkirišču in bo potekal do Državnega zbora, kjer se bomo srečali z vidnimi predstavniki Državnega zbora, kot je že rekel podpredsednik skupščine in predsednik sekcije za prevoznike, za promet v naši zbornici. Doktorja Gantarja ne bo, kajti je službeno odsoten. Pripričani smo, da nas bojo sprejeli vsaj podpredsedniki. Po tem srečanju nadaljujemo v mirnem shodu, v mirnem pohodu do Rogigorčičeve, kjer se bodo naši predstavniki vseh obrtnic in obrtnikov, malih podjetnic in podjetnikov srečali z premijerjem Pahorjem, kjer mu bodo predstavili zahteve, ki še niso bile rešene do 16. marca, seveda z postavitvijo rokov, do katerega pa morajo biti rešene zakonsko skozi vlado, skozi državni zbor in seveda objavljeno tudi v Uradnem listu.